slikoviti, vzbujajo napredne občutke, ampak ni zgleda tako, ne? Torej, mi bi vsi radi živeli takole lepo v harmoniji, bili zdravi, nasmejani kot tisto dekle na plakatu, ampak nekaj nam vedno zašuštra naše dobre plane in med njimi so tudi hormoni. Ja, hormoni, o katerih pravzaprav ne vemo prav veliko, ne? Zato pa imamo tukaj strokovnjakinjo, ki ve veliko več o tem. To je Minka Gantar, ki je napisala že 2 knjigi, in sicer, ko imajo hormoni žur in pa, ko ima življenje žur. Torej, kaj to pomeni, kakšno zabavo, takšno z ravno ne najboljšimi posledicami nam lahko privedijo hormoni in kaj lahko naredimo, da bomo lahko to čim bolje obvladovali in čim bolj zdravo, zadovoljno živeli. No, o tem bo zdaj nekla beseda, torej o teh 2 knjigah. Gospa Gantar pa je izbirala tudi ene prav posebne karte, o katerih bo tudi spregovorila. Sicer pa bo govorila o vplivu družinskih vzorcev, pomanjkanju hranil, pomanjkanju spanja in stanje telesa. Knjiga je na voljo pri založbi Primus, tukaj le pri naših sosedih. Zdaj pa se prepustimo enemu prav posebnemu žuru tukaj v Cankarjevem domu na predzadnjem dnevu 34. knjižnega sejma. To je zelo zanimivo, kaj nam boste povedali. No, tako, jaz sem Minka Gantar. Zdaj tale ta frišna knjiga, ko ima življenje žur, je par dni stara, tako da v glavnem je ravno kar prišla iz tiskarne, še diši po sveža, medtem ko življenjski žur je pa nastal pred 3 leti, tako da je to zdaj že stara zadeva. In v glavnem zanimivo je tale hormoni, ko imajo hormoni žur, da vam povem, da je bila do zdaj skoraj 12,000 ljudi ima to knjigo, tako da to je kar nekaj, tako da tudi verjamem, da mnogi izmed vas ste že slišali za njo. V glavnem, potem je pa nastala zdaj nova knjiga. Zdaj se bomo sprehodili čez obe dve in bom večkrat povezvala vse skupaj skozi, ne nazadnje tudi skozi mojo zgodbo. Zdravjem se ukvarjam zdaj že skoraj, oziroma ne skoraj, 25 let. Moja kolegica tle sedela, pa... Ko enostavno govoriš na sebe nekaj močna, da iz tistega, ko sem bila pri 15 letih, sem imela več kot 15 kil več kot zdaj in sem prvič šla hujšati na princip manj žri in dejansko nisem prišla nikamor, po to, da sem si pokmarna kri, brez energije sem bila, v bistvu sem bila mlada, 18 let, ampak počutila sem se stara, brez energije. A veste, tisto, ko imaš občutek, da si star 100 let. In to nimam veze, koliko si dejansko star. In potem se je začelo moje raziskovanje zdravja, kaj je pametno jesti, kako podpreti telo, da se dobro počutiš. In to znanje sem potem strnila v knjigo, ko imajo hormoni žur. Zdaj bomo večkrat pogledali, po sami knjigi se bomo sprehodili, najprej po tej ta prvi. V glavnem, na prvo poglavje se bomo vrnili čisto na koncu. Zdaj bomo pa govorili o stresnem hormonu, ker dejstvo je, da kaj najprej rečemo? To sem v stresu, što se mi dogaja? A je to tako? V osnovi pozabljamo, da smo mi tisti, ki odločamo o svetu in nismo na avtopilotu. In včeraj popoldne sem mislila, da sem prišla na knjižni sejem, poslušati predavanje Deje Muc. Pa nisem prišla in me kliče en kolega, ki sva bila zmenjena, je rekel, manjkaš. Sem rekla, je bil prehiter življenje, sem šla v Obama. Takrat, ko gre prehiter, se je treba ustaviti. Ne še vrzeti, joj, moram, da ne bom zamudil. Ko gre prehiter, je treba narediti stop, pritisniti na pauzo, in namesto, da bi dirkala v Ljubljano, pa nazaj, sem šla za 1 uro lepo v bano polno soli. A ni to boljš? In dejansko, ko začnemo poslušati sebe, ko se začnemo ustavljati, pa nismo več toliko v stresu in naše telo boljše odreagira na vse. Kako prepoznate stresni hormon? Kako veste, da ste v stresu? Samo v gledalo se pogledate in večje, kot imate podočnjake, bolj sigurno ste v stresu. Zakaj? Zakaj ravno podočnjaki sporočajo naš nivo stresa? A veste zakaj? Ker podočnjaki so direktno povezani z ledvicami. Ledvica
nadledvična žleza, tam se pa proizvaja stresni hormon. In dejstvo je, da je direktno povezan z nadledvično žlezo. In bolj kot smo v stresu, slabše delajo ledvica in logično večje imamo podočnjake. Še ena stvar, s čim je pa povezana nadledvična žleza? Tudi z ušesi. Vam po domač povem. Kdor ima podočnjake, ima nekoga v svoji okolici, ki ga težko posluša. A bo držala, da. Kakšen ga je treba malo dati na stranski tir in noč na rogaj. A veste, kolikrat poslušam, ki mi reče, jo, pa me mama kliče, pa mi ta kliče, pa mi prijateljica kliče, pa mi razlaga 1000 stvari. Čakaj, kaj te življenje uči? Postaviti sebe na prvo mesto. In to je ljubezen do sebe, da lahko rečeš brez slabe vesti, ne, jaz se pa tega ne grem. A ne, to je zdrava sebičnost. No, ampak o tem bomo pa še govorili na koncu, o zdravi sebičnosti. Zdaj bomo tehnično pogledali telo, kaj naše telo potrebuje, da ga podpremo takrat. Ker so pa situacije, ko se jim ne moramo izogniti. Recimo, smrt v družini, nekaj se strašnega zgodi, ne pride do stresa in ne moš tega ukiniti, ne? Kakšnega tečnega človeka lahko, ampak so dogodki, ki pa enostavno posrkajo noter. No in v tem primeru, takrat, ko smo v stresu, je treba telo podpreti s hrano. Prej ste imeli enkratno predavanje o maščobah in to je to. To je prva zadeva, ampak pojmo še mečkam naprej. Potrebujemo tudi beljakovine. Zakaj pa beljakovine? Pojmo zdaj mečkam pogledati. Kaj se zgodi, ko ne ustavimo tega stresa? Zdravniški izraz se reče metabolični sindrom. In to pomeni, da presnova neha delovati, da enostavno ne sodeluje več, začnemo se rediti v trebuh, začne se ta trebušna maščoba nabirati, po drugi strani se pa začne dogajati, da telo potrebuje hranilne snovi in nam začne razgrajevati mišično maso. Še en primer vam povem. A ste že srečali, kakšno to moški načeloma ne delajo, ampak ženske se odloči, da bo šla na dieto. In pol je same solatke in na koncu, ko jo srečaš, si rečeš, kako pa ta v Bogu zgleda. Pa se je bila prej boljš, ker je imela 10 ali pa 15 kil. Več je se izgledala, ker pa pol, ker je cela posušena. Zakaj pride do tega? Tega telo začne razgrajevati svojo mišično maso in jo začne porabljati za obnovo. In kako prepoznate, da vam manjka beljakovin? Upadla lica, zastava, povešene prsi, tukaj sploh ni problem. Dejansko se tudi notranji organi povesijo in pride do tega, da ti vode začne uhajati. To je pomanjkanje beljakovin, podhranjenost telesa. A ni zanimivo? No, zdaj pa pojmo mečka na te moderne diete, kaj govorijo? Mleko je za teličke, če ješ meso, si nekoga ubil, si kanibal, pa še kakšna pametna, bi se najde, jajca povzročajo kolesterol. In na koncu vseh teh pametnih raziskav je pa ena, čokolada pa usrečuje, ta pa povzroča hormon sreče. Ste že kje to slišali? Verjetno ja. Jaz se pa vprašam, kdo stoji za vsem tem. Vse to, kar je zdravo, je na en način škodljivo. In vse tisto, kar bi pa, a se spomnite v 70-ih letih, ni bilo pametno dojiti, ker je bilo treba umetno mleko prodati, potem je bilo rafinirano olje, je bilo boljše od svinjske masti, maslo je bilo za nekam dati, da sploh ni bila primerna maščoba. In zdaj točno vemo, da vse te zadeve prihajajo nazaj. Zdrava kmečka pamet. To je to. In to je edina stvar, kar pije vodo. No in dejansko v tej drugi knjigi, ko ima življenje žur, se še bolj vračam nazaj, ker sem dejansko dala noter recepte naših babic. Jota, Matevž, te stare slovenske jedi, pod prvo, kako se jih priprav, drugo stvar se jih pa opremlja z glikemičnim indeksom. Recimo, kako zdaj kombinirati neko hrano, ki so jo naše babice in detki jedli, ko so še imeli pretežno fizično delo, so se najedali, ne vem, praženega krompirja, so še nekaj pojedli, so šli na njivo in so cel dan kopali. Ja, mi ne gremo na njivo, mi sedimo za računalniki. In dejansko, ker sedimo večji del, tega ne porabimo. Se pravi, so pomembne kombinacije.
In prav te kombinacije sem potem tukaj noter opisala na sveti za vsak dan, kako se staviti skupaj hrano, ki pomaga pri tem, da sladkor ostaja v ravnovesju. Zdaj pa pojmo naprej. Se pravi, to je zdaj stresni hormon, ki pa vzroča, da se nam sproži želja po sladkem. Tisto, a poznate tisto, kako bi pa zdaj pa zal, kaj? Čokolada, cukara, je to tako? Dejansko telo hrepeni po sladkorju. Bolj kot smo hranilno podhranjeni, bolj imamo problem s sladkorjem. Ne? In večje telo dejansko hrepeni po tem. In vam bom pokazala, kako telo sporoča. No, to sem v prvi knjigi opisala, kako telo sporoča pomanjkanje hranil. Prvo, bodimo pismeni. A ste vedeli, da ljudje, ki imajo spokane ustne kotličke, jim telo sporoča, da jim manjka B-vitamina. B-vitamin je pa ključen za mirne možgane, mirne živce. Ljudje, ki jim manjka B-vitamina, odreagirajo. A vam povem nekaj? Kdor ima najstnike, po večini so podhranjeni z B-vitaminom. Zato, ker bi jedali bele stvari na belem kruhu, bele makarone, ker jaz govorim svojih izkušenj, se razumemo, jaz sem drugačne hčerke in opisujem moje razmere, ne? One pravijo, leta tvoja zdrava hrana, vsi jejo to, ta dobro, ne? To ni normalno, na ta način mi razlagajo. Moje so stare 21, 16 pa 14, pa si lahko predstavljate, kakšen žur imajo šele one, ne? No in druga stvar, telo tudi sporoča, to je pa tukaj le v prvi knjigi, sem napisala, če hrepenite prav po določeni hrani, kaj vam manjka? Če hrepenite ne samo po čokoladi, recimo, da bi nekdo vaš čas jedel, recimo jajca, vsak dan, proti potrebo po jajci. Dejansko ima potrebo po B-vitaminu. Telo tako močno hrepeni po B-vitaminu, da dobiš željo po prav določeni hrani. In B-vitaminka načeloma dobimo v vseh mlečnih izdelkih, kot je skuta, jogurt, seveda čim bolj nepredelano in seveda v jajcih je ravno B-vitamina. Potem naslednja stvar, kako telo sporoča pomanjkanje hranil. Krhki nohti kažejo na to, da nam manjka magnezija, tudi kalcija. Kje dobimo magnezij? Oreščki. Oreščki ga imajo največ in dejansko bi mogli orehe in madle imeti na dnevnem jedilniku. In ti so pa ključni, tudi vir maščob, ki so potrebni za dobro delovanje možganov in ne nazadnje za samo presnovo celice. Zato, ker glejte, naše celice so narejene iz maščob in beljakovin in če tega nimamo, se začnemo sesedati. Postajamo zmerom bolj starikasti, brez energije, upadli. To je to, kar sem bila jaz pri 18 letih, ko sem imela telo 18-letnika, ampak počutje stoletnice. In dejansko je relativno. Danes pa 50 letih, jaz se počutam, da bi imela 25 let. Na višku moči. Pa vemo, da je marsikdo tam okrog 50 je že močno zdelan. In kar je podhranjen. Dejstvo, dobra novica pa je, da telo ves čas obnavlja naše celice. Ne glede na to, koliko let imamo, ko ga nahranimo, se začne obnova. In zdaj, kdaj poteka obnova? No, to pa poteka po noči, to nam zdaj preskočila. Lekovina sem razložila. Bom večkrat hitrej šla skozi prvo knjigo, na to se bom še vrnila. To je to, rastni hormon. Rastni hormon je tisti, ki se proizvaja po noč med spanjem. In kdaj se začne proizvajati? Po 2 urah trdnega spanja, ampak samo, če jemo pravo hrano. Zdaj pa kaj je prava hrana? A ste kje slišali, da ni pametno jesti po 5 uri, pa da je pol pretežko, ali pa po 7 uri, ali pa mogoče ni pametno nič jesti popoldne, ker je to pretežko za želodec? To je čisti nesmisel. Naše telo, če ne dobi hranilne hrane, naslednji obrok dejansko shrani za slabe čase. In ljudje bolj kot hujšajo, manj kaj jejo, bolj telo shranjuje in težje shujšajo. In recimo jaz sama jem ta zadnji obrok ob 9, včasih tudi ob 10. Ampak kaj? Pomembno je, kaj jem.
Vedno jem nekaj od oreščkov, ker potrebujemo maščobe. Druga stvar, nekaj od beljakovin. Skuta, nam reka, pršut redko jem, ampak pršut je tudi dober za tiste, ki ga imate radi. Jaz vam rada mlečne izdelke. Če vam pašejo mlečne izdelke, jih uporabljajte. Če ne, dajte nekaj druga. Pomembne so beljakovine. A je kdo izmed vas vegan ali vegetarijanec? Ne? Ok, to je pa vegan, vegetarijanka. V glavnem, gledajte, v tem primeru, kdo je vegan ali vegetarijanec, ima večji izziv, zaradi tega, ker ne dobi dovolj beljakovin. In tukaj dejansko se mora pri vsakem obroku vprašati, kje so tukaj beljakovine. No in o tem sem pol tukaj v hormonskem žuru kar precej posvetila temu. Treba je dobiti hrano, hranilne snovi, ker ko to telo dobi vse, kar potrebuje, se ne sprošča lakota. No in dajmo zdaj mečkam pogledati tale rasti hormon. Se pravi, po 2 urah trdnega spanja se začne proizvajati, to je prva zadeva, čez večer moje telo dobi maščobe in beljakovine. In še en pogoj je, ker če bom pa jedla samo to, pa lahko zakisam telo, nekaj potrebujem od zelenjave. Pa se pa kombinacije. In če na tak način ješ, se dobesedno čez noč preoblikuješ. To je hujšanje v spanju, veste, obnova v spanju. Zjutraj se zbudiš z več energije, se dobro počutiš. Mlajši se zbudiš zjutraj, bolj gibljiv. A ni to dobro? Ne glede na leta. Kakor stradamo, telo začne porabljati mišično maso, pademo in se počutimo slabo. No, to je rastni hormon in to so primeri, kaj potrebuje naše telo, primeri jedilnikov in potem so pa maščobe. Že prej ste poslušali o maščobah, pa še jaz bom govorila o maščobah. Maščobe so ključne. Glede, če gledamo celico kot eno sobo, vrata v celico so narejene iz beljakovin. Stena celice je pa narejena iz maščob. In če mi nimamo maščob, naša celica postane nepretočna, presnova se ustavi, dobesedno vrata v celico zaribajo in se zgodi, da smo kronično utrujeni. Zato je to pomembno, jaz jemljem zvečer sicer prehransko dopolnilo omega-3, zdaj pa zakaj? Zvečer, ne zjutraj, zato ker omega-3 podmaže sklepe, deluje proti vnetjam, deluje na to, da se začnejo vse celice v telesu obnavljati in predvsem, kdo ima razne bolečine, recimo, da ga boli hrbet, da ga boli sklep, da ima utekle členke, se pravi artritis. Vse to je krivec zadej tiho vnetje na celični bazi. In omega-3 gasi tiho vnetja. Zanimivo, da pri omega-3 si lahko pomagate celo pri boreliji, ker borelija je tiho vnetje. Meningitis je tiho vnetje. Vse te klopne bolezni povzročajo tiha vnetja na celični bazi. In omega-3 je ključ do tega, da se ta vnetja zmanjšajo. No, zdaj pa gremo naprej. Zdaj bomo prišli še majčkar naprej, to je pa zdaj že naslednja knjiga. Ko ima življenje žur. Zdaj pa mene pa zanima naslednja stvar. Zakaj sploh pride do tihih vnetij pri nekaterih pa ne? To bi lahko primerjali kot neko tlenje na celični bazi. A vam povem zgodbo. Kakšno leto nazaj me je poklical en gospod po telefonu in prej je neke vitamine od mene jemal za svojo ženo. In me je poklical in je rekel, da je njegova žena umrla in da ji ne more pomagati. In pogosto, ko ljudi poslušam, rečejo, govorijo o sebi, rečejo, veš, kako sem jaz bogi, ko moram skrbeti za bolno ženo, kako imam jaz težave, ker je ona bolna, govorijo o sebi, pa sebe pomiljujejo. Ta gospod je govoril s tako ljubeznijo do svoje žene in je rekel, če bi imel več znanja, prej bi ji lahko pomagal. Vse sem naredil in potem ga je zvil jok in je začel jokati in je dal dol slušalko. Naslednji dan me je klical. Je rekel, lejte, nisem več mogel govoriti. Je rekel, ampak se mi sanal, da vas moram poklicati. Je rekel, v naslednji knjigi morate pisati o homocisteinu. Jaz sem slišala za homocistein, ampak njemu se je sanal, da v tem moram pisati. In dejansko so se tako zložile skupaj stvari, da je ta nova knjiga, ko ima življenje žut, dejansko
pišem o homocisteinu. Zdaj pa kaj je zdaj ta homocistein? To je snov, ki se tvori v celicah zaradi pomanjkanja sončnega hormona D3 in zaradi pomanjkanja silicija, tudi zaradi pomanjkanja nekaterih B vitaminov in povzroča tlenje na celični bazi. In to bi lahko primerjali, čakajte, zdaj bom vseeno šla naprej, to bi lahko primerjali, koliko da bi kurali vlažne veje. A si predstavljate, zdaj le greste v gost, ko dež pade, pa poskušate zanetiti ogenj. Vse mogoče se bo kadil, ali pa mogoče, vlažne veje vedno povzročajo ogromno dima in nič toplote. In to se dogaja v naših celicah. Ko imamo pomanjkanje sončnega hormona, vitamina D3, in ko imamo pomanjkanje, čakajte, zdaj bom takole, in pomanjkanje silicija, pripeljamo naše telo do tega, da na celični bazi povzroča tlenje. In to tlenje povzroča snov, imenuje se homocistein, ki povzroča vse avtoimune bolezni. Pa kaj so avtoimune bolezni? To je bolezen, ki si jo ne moreš nalesti. Se pravi, če imam jaz avtoimuno obolenje ščitnice, se je vi ne morete nalesti od mene, je to tako? Če imam jaz depresijo, se jo vi ne morete nalesti od mene. Če imam jaz raka, se jo tudi vi ga ne morete nalesti od mene, a je to tako? Ali pa če imam jaz sladkorno bolezen, tudi ni nalezljiva, ne da? In teh avtoimunih bolezni je toliko, da človek ne more verjeti. Artritis je avtoimuna bolezen, depresija, demenca, Alzheimer, vse psihične težave so avtoimune bolezni, vsa vnetja sklepov, to je avtoimuna bolezen. In dejansko, zdaj, kar sem raziskvala o teh raziskavah kliničnih in tako naprej, prišla sem do zaključka, da je ogromno raziskav o vitaminu D3, o siliciju ni nič nikjer napisan. Zakaj je sploh pomemben silicij? Silicij, pogledajte, pametni telefoni vemo, da vsebujejo silicij. V računalnikih to silicij prenaša informacijo. Je zanimivo, silicij je ključen, ker je vezni mineral med vodnimi in temi gostimi minerali, ki vpliva na to, da pride do vezave. A veste, kam se pelemo mi, ker ne dobimo dovolj silicija, vam bom razložila naprej, da telefoni pa računalniki so zmerom bolj pametni, mi pa zmerom bolj naumni. Ker nimamo silicija. Zdaj pa kje ga dobimo? V zdravi kmečki pameti hrani. Ječmen, ajda, tatarska ajda, fižol. Bolj kot ta hrana vsebuje, zraste v zemlji, več silicija ima vse. Zdaj pa pogledamo na moderno hrano, ali pa naše otroke, ne nazadnje. Gre v trgovino, si kup nekaj, imajo radi kruh, tam noter ni nič silicija. Greš v trgovino, kupiš neko lepo zelenavo, ki sploh ni videla zemlje. In ker ni videla zemlje, nima silicija. In to besedno ključ je v tem, da začnemo uporabljati čim več te domače hrane, ker če ne bomo tega, veste, kaj se bo zgodil? Sebi podpisujemo dobesedno izumrtje. Ker silicij nosi informacijo. A ste že slišali, da v Franciji se rojevajo otroci, kjer se rojevajo brez rok? Vedno več je teh genskih sprememb. Niti ne poznamo posledic gensko spremenjene hrane. Sploh ne vemo, kakšno vpliv bo imela. Da ne govorim o tem, nekje sem prebrala, da jemanje kontracepcijskih tablet je največji poizkus na ženskah v prejšnjem stoletju. Kar je res, ker se sploh ne ve, kam to pele. In lahko, da je to neka sprememba na genu, ki bo vplivala kasneje na naše generacije, da recimo ne bojo mogli imeti otrok. Ne vemo. Zato pravim, da je čas, da se vrnemo nazaj. In to so tiste stvari, in tudi, če se otroci pritožujejo, da je to neužitna zadeva, otroci jejo to, kar mi kupujemo, kar imamo mi v hladilniku in pač to jejo. Veste, pri nas rečejo, nič pametnega ni prhi za jesti. Za babico, ki dela iz bele moke palačinke, reče, veš, ona dela
dobre palačinke, no ja, ti pa zdrave, ker delam iz polnozrnate moke, ne? Tako da v glavnem okusi, razvadili smo se na vse to, kar je dobro, ne? No in tukaj noto, ta novi knjigi, sem dala kar nekaj receptov iz tatarske ajde. In zdaj naslednja stvar. Jaz se sodelujem z zanimivo, kako so se poklopile stvari. Jaz imam podjetje Srečno življenje, sodelujem pa z gospodom, z podjetjem Happy Pek, Srečni Pek. In oni delajo vse iz tatarske ajde. Tudi v Domžalah imajo pekarno drugače, veste. In sem dala tukaj noter medenjaki iz tatarske ajde. Kje dobite? Mi v Sloveniji imamo, zdaj pa kakšna je razlika med tatarsko pa navadno ajdo? Tatarska ajda ima ogromno rutina. Kaj pa rutin je pa snov? To je en izvleček C vitamina, ki pospešeno deluje na obnovo možganov in na prenos informacij. A ni neverjeten? Se pravi, spet ta zdrava, kmečka, naša domača hrana je ključ do tega, da bomo sebi zmanjšali vnetja in da bomo tudi našim otrokom pomagali pri tem, da bojo bolj prihtni, a ne, da bodo imeli samo pametne telefone, da bodo tudi oni pametni. Potem sem dala noter kar nekaj teh receptov, predvsem iz tatarske ajde, pa tudi namaza, recimo pa, če že kruh iz ajdove moke, kaj pa dati pa na kruh iz ajdove moke, namazi iz čičerike, pa tako je skutnina majoneza, tako da v glavnem kar nekaj receptov je nastal in same dobre zadeve. No, to je zdaj to, silicij. Rada bi še par stvari povedala prav v siliciju, ker se premalni. Kdor ima pomanjkanje silicija, se zgodi to, da ga srbi koža lahko, da ima neke srbečice, da ima probleme s sluznico želodca. A poznate koga, ki ima vnet želodec? Da ga vse tišči, to je pomanjkanje silicija, ker se je sluznica vnela. Ljudje, ki jim kar naprej imajo zamašene sinuse, vnete sinuse, pomanjkanje silicija. Ženske, ki imajo kar naprej vnetja, pomanjkanje silicija. Kdo ima trde sklepe, pomanjkanje silicija. Ni neverjetno. Kje dobite silicij? Poleg tega, da čim bolj zdravo, naravno hrano, ki je izrasla v zemlji, gobe imajo ogromno silicija, da vam povem. Ogromno silicija, silicij sicer lahko dobite tudi v lekarni kot prehransko dopolnilo in je gel, ki se pije, takrat, ko so že težave. No, to je zdaj pa tatarska ajda. Jaz sem kar navdušena na tem. Tatarska ajda je mečkam bolj vijolična kot naravna ajda, ampak kaj vsebuje? Vsebuje vse, od beljakovin do C vitamina, do magnezija, do kalija, v bistvu vsebuje vse in vsebuje ogromno B vitamina. B vitamin je pa za zdrave možgane. A ne, zdaj, ko se stav skupaj, res se je treba vrniti nazaj. No, tole bomo zdaj kar preskočili, gremo naprej, no, zdaj pa naslednja stvar. Kje dobiti še te hranilne snovi? Glejte, kje? Bog je že vedel, kako to zapakirati skupaj. V zeliščih. Zelišča so pa praktično polna sončne svetlobe, D vitamina in silicija. In te stari zvarki, kjer so korenine, recimo švedska grančica, ali pa recimo, danes sem poj noter, da vam povem še eno zgodbo. Ko sem pisala polet to knjigo, ko ima življenje žur, sem dobila en navdih, da moram iti ob 2 popoldne v petek v knjižnico, da v knjižnici bom dobila eno staro knjigo od župnika Knajpa. In potem je začel veter pihati in se rekel, joj, dež bo, ne bom šla. In potem se je umiril in 5:45 pride v Škofjo Loko v knjižnico. Zaprta je bila. Kaj pa zdaj? Noč gremo v antikvariat in tam dobim eno tako debelo knjigo iz leta 1970 po zapisih župnika Knajpa. In vse srečna kolesarim čez Škofjo Loko in srečam tam eno, se veste, vsak kraj ima kakšen radio, veste. Srečam eno, ki vsega oblaja in se vstavam in razlagam, kako sem srečna, da sem dobila to knjigo. In ena gospa je zraven nje sedela in je rekla, jaz imam knjigo, ki bi jo nekomu podarila iz leta 1887.
in mi jo je podarila originalno knjigo od župnika Knajpa. In sem nekaj receptov dala noter. Tako neverjetno, vam povem ena preprosta zadeva. Če vas želodec boli, dober, brinjevci, vsi vemo, da je dobra zadeva. Brinjeve jagode, prvi dan jih 4 brinjeve jagode požvečte, naslednji dan 5 in tako vsak dan, da pridete do 15 jagod. Potem pa začnete po eno manj, spet do 4. Dejansko to imate eno mesečno kuro in v enem mesecu se sluznica želodca obnovi. Jaz nisem tega vedela, sem navdušena, sem probala jo užita, da boste vedeli. Ni to nekaj, kar padeš okrog in brinje vsebuje ogromno silicija. To je čista zakladnica silicija. In neverjetno, brinjeve jagode, kam jih dajemo kakšno pečenko mogoče, čaji. In dejansko, no to sem napisala tle noter. Potem recept za porjavitev. Trpotec, rman se namoči in ga date na sonce in v bistvu to je prav za tiste, ki imajo plekasto kožo. Veste, tiste lise na koži, se s tem zmažeš in te lise zginejo. Tukaj not je recept. Mislim, jaz sem navdušena nad tem, da sem prišla do teh znanj, ker to so pozabljena znanja. Pejmo še majčkam bolj nazaj, ne na 1800, ampak na 1500. A veste, kaj se je zgodilo v teh letih okrog 1500? Požiganje čarovnic. Se jaz bi tudi zdaj že gorela, po moje, če bi bili v srednjem veku. In kaj je zanimivo, da v tistem času je ogromno znanja šlo v nič. In zanimivo, zdaj pa ena stvar, ker bomo šli zdaj naprej ne na zemljišča, ampak na programe podzavesti. DNK je, kaj se prenaša, kaj podedujemo, dediščina družine. A ste vedeli, da se zapisi DNK prenašajo 9 rodov? 9 rodov. Meni se ne sanja, kaj je bilo z mojimi babicami leta 1700. Kaj se je takrat dogajalo? Zdaj pa pogledamo slovensko žensko. Leta 1700 so bili naši predniki po večini kmetje, to je dejstvo. Redki so bili meščani. In kaj se, zdaj pogledamo kmečkega človeka toliko let nazaj. Bila je lakota, pomankanje, bile so vojne. Pogosto so moški odhajali in so ostale ženske same. Slovenski pregovor pravi, ženska podpira 3 vogale, hiše in 4. pola, je to tako. Ampak to je zdaj ena stvar, ki pa mi slovenske ženske še kar vlečemo za sabo, da vse zmoremo. No in do česa je pol, zdaj pa to je pa ena dobra knjiga, ki vam jo sicer pa sporočam, Onkraj Marsa in Venere od Mladinske knjige sicer, in noter piše, da ženske, ki delamo moška dela, krepimo moški hormon testosteron. In smo zmeraj bolj možače, moški, ki pa doma kuhajo in tako naprej, pa krepijo ženski hormon. No in zanč mi glih samo povedal glih eno tako zgodbo, samo je pa od Primosa, sosed, s katerimi sodelujem, da je nekdo merkal svojega otroka, žena je bila v službi, ki več zasluži, je otroka nahranil, prav plenice, vse zrihtal, ga pelal na sprehod, vse zrihtal in potem se je usedel in je čakal, da dobi menstruacijo. Skor smo že toliko daleč prišli. Glejte, ampak dejansko je zdaj dokazati, da ženska dela krepijo ženski hormon estrogen in moška dela krepijo moški hormon testosteron. In dejstvo je, da včasih, zdaj pa mi slovenske ženske se včasih moramo kaj naučiti, mogoče tudi od naših južnih sosed, ker one so dame, mi pa zmoramo vse same, da? In tukaj se imamo mi veliko za naučiti. In to so programi, ki jih nosimo iz generacije v generacijo. In to so programi, eno je DNK zapis, drugo je pa še DNK duše. No, zdaj vam pa tole razložila. Kaj je tale slika tukaj? Tu ste vsi videli. To je od Leonarda da Vincija, ko je ta človek, ki da takole roke, ko je razmerje roža življenja. To ste vsi videli. Ampak jaz sem en večer hotla najti 9 čakanj.
nekako sem hodila poravnati in sem temu človeku stegnila roke, tle gor. In sem vzela šestilo in rišem in hočem najti 9 čakar in jih nisem najdla, lejte. Jih nisem najdla, ob tam okrog 2 obupam in grem spat, pač ni jih, pustimo teh 9 čakar. Zjutraj, ko vstanem, pogledam risbo, se rekel, to je DNK, to je pijačnica DNK-ja, to je zapis, energijski zapis, ki se prenaša, ki ga duša nese s sabo v večnost in jaz verjamem v potovanje duše in sta ena dobra knjiga, Akaški zapisi, verjamem v to, da ni nič naključje, da je vse neka povezava in da prenesemo neke vzorce s sabo in to je nekaj, kar se zakodira. No, zdaj pa poglejmo, kaj imamo zakodiran, se pravi, rekla sem, dediščina družine. Poglejmo malo vzorce, bod tih, potrp, bod srečen, da je tako, kot je. Ampak, če pogledamo, kot mi slovenski narod, mi smo majhni hlapčovski narod. To smo si slišali, je tako? Ja, veste, nič ne da, smo tako majhni. In to je nek program, ki nam je vsiljen, da vsi govorimo isto, da smo majhni. Ampak to ni res. Glejte, mi smo srce sveta, jaz sem prepričana v to, se tudi srce ni največji organ. Je majhen, ampak ima moč. In jaz verjamem v to, da to, kar nam vsiljujejo ta mnenja, let smo bili kot Slovenci hlapčovski narod, je res. Ampak se smo še zmerom vsem noter razmišljamo tako. Zdaj pa kako se tega odstraniti? Kako to odstraniti? Naslednja stvar, kar sem razmišljala. Opazovala sem moje življenje, 20 let, se reka z mano in nekaj narobe. Glejte, 20 let sem imela tako, kot bi imela pred sabo jumbo plakat in na tem jumbo plakatu sem imela napisal, tukaj sem, lahko me izkoriste, na en način. Zdaj, pozvala sem svoje življenje, kaj je z mano narobe, da privlačim ljudi, ki na en način poberejo informacije, izkoristijo informacije in na koncu, da ni nič odidejo. Nekaj je z mano narobe. Zakaj se na nekoga druga ne lepijo te ljudi? Zakaj ravno name? Veste zakaj? Ker imamo res oddajnik. Vsak zase ima oddajnik. In kako zdaj prepoznamo ta oddajnik, kaj oddajamo? Obstaja krasen sistem, jaz vam zdaj samo pokazala, raziskali boste sami, koga to pokliče, ampak najdla sem način, kako se odkodira. A ni to dober? Enkrat se odkodiraš in se ne ukvarjaš več s temi, kako so te vzgojili, ko se ti govori, bod tih, potrp, bod srečen, da je tako in tako naprej, neki vzorci družine. Druga stvar, če pomislimo, zakaj ima moja družina sladkorno bolezen, recimo od moje prijateljce družina imajo pa vse ženska raka. Se pravi, se nekaj prenaša, nek vzorec se prenaša naprej po genskem zapisu. Ali niti ne po genskem zapisu. Programiranje. Zanimivo je, recimo, raziskave so pokazale, da otroci, ki so posvojeni, se pravi, sploh nimajo istega genskega zapisa kot krušni starši, zbolevajo za istimi boleznimi kot krušni starši. Se pravi, tukaj sploh ni to DNK, kaj podeduješ, ampak so vzorci. Kako se tega rešiti? No? Seveda, v prvi knjigi sem že na začetku raziskvala o tem, ampak to je ena stvar, ki sem jo nadgradila. Vam povem zdaj v tej drugi knjigi, je zdravilna molitev dekodiranja. To je toliko hitra zadeva, ker enostavno enkrat jo prebereš in se odkodiraš. Enkrat. Vam povem, da zdaj pa kako najprej pogruntaš, kaj se ti dogaja. Lejte, vsi imamo vse neke vzorce in to lahko prepoznaš. Če se jaz takole postavim, dam roke in rečem, jaz sem Minka, me odnese naprej. Če pa rečem, gospa, kako imam ime? Sabina. Če pa rečem, jaz sem Sabina, mene odnese nazaj. A boste še vi probali, če na vas to deluje? No, dajte vstati.
stresmo roke in rečete roke na srce in rečete v mislih svoje ime. Ko rečete ime svoje in dovolite, da vdihate naprej ali pa nazaj. Ne vaše telo, pa zamišljate, boljš deluje. A greste vsi naprej, a kdo gre nazaj? Greste naprej. Zdaj pa rečete, jaz sem Minka. Greste nazaj, a ne? Ej, zato ker niste, ker sem to jaz. In na ta način lahko sprovate svoje podzavestna prepričanja. Na ta način. Zdaj vam pa povem mojo zgodbo. Moja mama je zbolela za sladkorno boleznijo, ko sem imela 11 let. In takrat sem začela maksimalno pomagati v gospodinstvu, ker prva diagnoza je v bistvu bila, da ima raka, da ima levkemijo in da bo umrla. In dejansko so se zmotili pri diagnozi. In takrat sem jaz to počutila, ker moja mama je še vedno živa, pa ima lep odnos in sem hvaležna za to, ampak dejansko sem se počutila že prvič zlorabljeno, izkoriščeno. In ker takrat sem mi samo aktivirala nekaj in to je bil potem vzorc, ki sem ga celo življenje sem prinašala ljudi, ki me izkoriščajo. A ni to fajn? Se pravi, ko ti ta vzorec prepoznaš, no in tukaj noter sem šla vse te stvari upisati, da preverite svoje programe glede denarja. Glede denarja, kdor ima denar je pokvarjen, kdor ima denar je nekoga vropal. No, če so vas tako vzgajali, boste tako zmerom brez denarja, ker vi želite biti dober človek. Potem naslednja stvar, glede partnerskega odnosa. Če imamo glede partnerskega odnosa nek program, da moški so vsi kar na glas povej, prasci. Boš same prasce povlačil. To je dejstvo, ne moš druga. Tisto, kar razmišljaš. Če o ženskah moški razmišlja, da ženske so vse kurve, ja, boš same take povlačil. Če je tvoj mnenje, da ženske spadajo samo na denar, točno take boš imel okrog sebe. Programi. In zdaj, kako se odkodirati od tega? Dejansko zdravilna molitev dekodiranja, ki je upisana na strani 412, zjutraj zvečer počistiš. Čist preprost. Zdaj pa samo ena stvar vam bom pokazala, kaj še naredite. Tukaj vidite tak človek, takole gora, ne marate. Tukaj pride točno 12 vijačnic. Poglejte mene. Merska enota od popka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gremo dol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Točno na sredin. In to je merska enota. Če ste majčkani, imate manjšo razmerje. Ampak točno 6 gor, pa 6 dol. Zdaj pa moram iti na prvo knjigo, da vam bom lažje razložila. Mi imamo v možganih, jaz se vam slajd, sem večkrat. Tole. Mi imamo v možganih centre, hipofizo, epifizo. To sta dva hormonska centra, preko katerih grejo sporočila vsako celico našega telesa. Po hrbtenjači gre v vsako celico nova informacija. In ko mi pritisnemo na ta del na čelu, kot bi aktivirali prenos, dobesedno. In ko zmolite to zdravilno molitev dekodiranja, date roke takole in samo takole pritisnete in vdihnete skozi nos. In potem roke date na takole dol, ker tukaj pa srčna čakra in povežate srčno in kronsko čakro, sprožite prenos in je to to. Res, a veste, zakaj sem hotela to najti? Ne zaradi vas, zaradi sebe. Zato, ker sem hotela svoje življenje izboljšati in prepričana sem, da s tem, ker sem pomagala sebi, lahko mnogim pomagam. A vam povem en tazalen primer. Maja smo šle z mojimi 3 hčerkami, smo šle v Egipt. In one so se prvič peljale z avionom. In tako so bile vesele, da se bojo peljale z letalom.
In ta srednja hčerka, ko so se vklopili avionski motori, kot bi padla v drug film, ona je začela jokati, ko je sedela in je 4 ure so ji samo tekle solze. Odkot nek strah, če se še nikrat ni peljala z avionom? Nekdo ima strah pred zaprtimi prostori mogoče, nekdo ne mara, a veste, odkot? Se pravi, neka koda, ki jo je duša sabo prinesla. In a veste, kaj se je zgodil? Tudi pa, ko smo šli nazaj, je jokala in zdaj pred 3 tedni, nekaj takega in mesec, sva bile pa midve v Barceloni, samo sta srednjo hčerko. In takrat sem rekla, le Pija, take težave imaš, da ti lahko pomaga. Jaz znam pomagati pri tem. Je rekla, ah pa dej. Samo 2-krat sem zmolila to molitev, ona je zdaj, ko sva šla v Barcelono, se je usedla na avion, kot bi se peljala z avtobusom. In ona prav tam na avionu je rekla, očitno to tvoje deluje. Deluje, res deluje. Tako da, glejte, to je to. A ja, še eno stvar vam moram pokazati. Vmes so pa nastale, zdaj pred 3 leti sem predstavljala hormonski žur, zdaj je nastal življenjski žur, vmes sem pa še napisala karte prehodu novo dobo. Te karte so pa, lahko rečemo, angelske, lahko so to sporočila za lepše življenje. In jaz vam zjutraj obred in vam bom pokazala, kaj zjutraj delam. Ko vstanem, vzamem svečko in se zahvalim svetlim silam za vso podporo in za vse dobro, kar se mi dogaja v življenju. No, bo gorela? Bo. Dam na mizo in potem vzamem karte in rečem, da vidim, naj mi danes sporoča stvarstvo. In neko sporočilo zmerom dobim in predvsem te karte sem napisala z namenom, da ljudem pomagam, da lažje pozitivno razmišljajo. Ker danes je negativnega tort in če zavestno ne začneš usmerjati misli v pozitivo, te cikl negative posrka. In jaz bom zdaj za vas potegnila eno karto, da vidimo, kaj nam stvarstvo ta trenutek sporoča. Tale. Čiščenje karme. Svobodna sem. Osvobajam se starih vzorcev. Tega ne potrebujem več. Dejansko zdaj sem vam razložila, kako se dobesedno odkodiraš od vsega slabega. Ker tega ne potrebuješ več, ne rabiš non-stop ene in iste lekcije. In ko se osvobodiš, imaš drug jumbo plakat pred sabo in privlačiš drugačne ljudi, drugačne okoliščine, drugačen svet. To preprost je. Tako da vsak dan nekaj zase naredite in boste videli, potem je lažje. Tako da, hvala lepa.